Pred slabim desetletjem so kot tretja srednješolska ustanova v Sloveniji na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti uvedli smer izobraževanja, tehnik oblikovanja, modula grafično oblikovanje. V mesecu septembru so dijaki in vodstvo šole v sodelovanju z Galerijo Murska Sobota pripravili razstavo, ki je skozi dela dijakov prikazala posamezne strokovne predmete od 1. do 4. letnika. Nekaj o poučevanju dijakov nam je zaupala Cvetka Hojnik, mentorica in profesorica likovne teorije in umetnostne zgodovine Srednje poklicne tehniške šole Murska Sobota. Dijake seznanjamo ne samo z teorijo, ki je seveda bistvena za kompozicijo, za ustvarjanje, ampak tudi jih seznanimo z različnimi likovnimi tehnikami, tako da so potem pripravljeni, ko ustvarjajo sami. Vsekakor ustvarjajo tudi včasih med poukom, po robovih kakšnih zvezkov. Doma tudi, tam smo razstavili eno zelo lepo umetniško knjigo dijaka enega, jo lahko potem pogledamo. Seveda ustvarjajo, ker tudi ko potem grejo dalje, potem jih sprašajo, kaj počnejo, kdaj počnejo. So to njihovi intimni zapisi različnih dogodkov, ki jih potem ali prikažejo komu, ali pa ostanejo samo za njih. Najprej je vedno risba. Risba je stara toliko kot govor, in seveda se morajo najprej naučiti risati z roko, prostoročno, šele kasneje potem lahko svoje ideje, zamisli prestavijo tudi na računalnik, v računalniške programe, ki so pa za grafično oblikovanje nujno potrebni. Je potrebno dijakinje in dijake še posebej motivirati za ustvarjanje in kako je z nadaljevanjem kariere posameznikov po končanem zaključnem šolanju v Murski Soboti? V vsakem razredu je tekmovalnost. Vedno vsi stremijo k temu, da bodo najboljši. In se kar sami potrudijo, da naredijo izdelke takšne, kot morajo biti. Zaenkrat je še premlada šola, da bi imeli neke vrhunske oblikovalce. So pa naši dijaki tudi na šolanju, še na Nizozemskem, v modnem oblikovanju, potem ogromno jih gre na grafično oblikovanje, na ilustracijo, na likovno akademijo. To je zelo velik uspeh za šolo. Sem bila pa mentorica in pa profesorica slikarke Tjaše Rener, ki je sedaj živi na 2 kontinentih, v Afriki in v Sloveniji. V prejšnjem obdobju tudi recimo kostumografki Nuši Anžel in tako dalje. Se lahko prav tovrstne razstave nadejamo tudi v prihodnje? To je odvisno seveda ne samo od nas mentorjev, ne od dijakov, ampak tudi od gostoljubja galerije. Vsekakor smo zelo veseli, zelo počaščeni, da so nas sprejeli v svoje prostore, da so nam stopili toliko naproti, da smo lahko naredili to pregledno razstavo in upam, da bo to postalo tradicionalno, kakšen tudi lahko tudi trienale, bomo zadovoljni. Ob zaprtju razstave je tekla beseda tudi z Ludvikom Sukičem, ravnateljem Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Jaz se v tej priložnosti še enkrat želim zahvaliti vsem našim dijakinjam in dijakom, ki so prispevali svoja dela k tej razstavi in pa še posebej seveda vsem mentorjem, našim učiteljem, ki so res vrhunski strokovnjaki. Vsi so tudi večkrat bili nagrajeni na raznih inštancah. In moram povedati, da čeprav smo najmlajša oblikovalna šola v Sloveniji, 3., izvajamo ta program 8 let, se pravi 4. generacija, je v letošnjem koledarskem letu končala šolanje, smo več kot zadovoljni s tem, kar smo dosegli do sedaj. V vsakem razredu imamo približno okrog 28-30 dijakov, ko končajo izobraževanje, vendar kar nekaj jih spremljamo, naši dijaki praktično študirajo povsod po Evropi, od Amsterdama, Graca, Dunaja, Londona, tudi dosti jih pri nas študira. Moram povedati, da se kar velika večina odloči za nadaljevanje študija. Ni čisto nujno, da povsem v enaki usmeritvi oblikovanju, kaj posebnega, podobnega ali mogoče tudi ne, ker bistvo je, oni se tukaj naučijo, da svoje ideje spravijo v realnost. To razstavo so na Srednji poklicno-tehniški šoli med drugim namenili tudi učencem zaključnih razredov osnovnih šol v deželi ob Muri kot verodostojno vabilo za nadaljevanje njihovega srednješolskega izobraževanja. Mi smo hoteli predstaviti pa približati javnosti nasploh
delo pa izobraževanje na naši šoli, se pravi izdelke naših dijakov, to, kar so se pri nas naučili. Vendar seveda je ciljna skupina potem tudi osnovnošolska populacija, ki se morda bo ali razmišlja v to smer, ali so začutili pri sebi določeni talent, pa bi se želeli izobraževati v tej usmeritvi, pa dostikrat se enostavno osnovnošolci prestrašijo, ko slišijo, to je praktično edina šola v Pomurju, ki ima sprejemne izpite. Vendar jaz želim povedati, da to niso sprejemni izpiti, na katerih bi vi morali pokazati znanje nekih renesančnih mojstrov, slikarjev ali pa kiparjev, vendar tukaj mi samo izključno poiščemo talent. Vsi, ki so se narodili s kakršnimkoli talentom, ga lahko potem kasneje razvijajo, se pravi, ta naš sprejemni izpit ni nek bav, večina jih opravi, tisti, ki se odločijo, je sicer res tako, da enako kot tisti, ki gredo na glasbeno šolo, gredo tja, če imajo posluh. In tako jih potem tudi veliko večino sprejmejo, enako je z dijaki, ki se odločijo za šolanje pri nas. Zato smo tudi hoteli pokazati, v tej razstavi je v bistvu zajeto delo od prvega letnika pa vse do 4., kjer se lepo vidi napredek od samega. To ne pomeni, da bodo oni postali neki vrhunski umetniki, ampak samo, da ta svoj talent, ki ga imajo, izpilijo in vedo svojo to idejo, ki jo imajo, spraviti v življenje, jo uresničiti. Postavljena pregledna razstava izpričuje širok spekter talentiranosti in bogato kreativnost mladih ter strokovnost predavateljskega kadra na Srednji poklicni tehniški šoli Murska Sobota. Pri razstavi so sodelovali mentori strokovnih predmetov Sandi Červek, Cvetka Hojnik, Tanja Horvat, Teja Kodela in Mirko Rajnar. Pojmi gledati, videti, ustvarjati, odkrivati, oblikovati, kreirati, prepoznati so različni in pri vsakem dijaku drugačni. Zato na ta način pride do izraza posameznikov pristop k realizaciji konkretnega produkta, ki ga radi in zadovoljstvo gledalce ponudijo na ogled.